Začeli smo z glasbo, ker je nocojšnji večer povezan tudi z Vipavci. Tudi Slomšek je močno ljubil glasbo, petje in pesmi. Bi morda na začetku tega večera povedali morda nekaj besed, nekaj misli o pomenu glasbe in petja za človekovo življenje. Dober večer, vsakemu posebej. Je prav lepo, da vas vidim. Ko sem se peljal gor proti župnišču, mi je bilo tako malo čisto taka prav posebna čutenja, ker tukaj med vami mi je bilo res na en prav poseben način lepo. Nocojšnji večer je posvečen torej Slomšku. Marija je že povedala pot tega zanimivega človeka, in ker je bil Slomšek zanimiv človek, to pomeni, da je v sebi združeval mnoge kvalitete, tudi vedenje, poznavanje ozadij, imel tudi do glasbe en prav poseben odnos. Ne samo zato, ker mu je gotovo glasba bila všeč, ampak tudi zato, ker je hotel na raznolike načine človeka pripeljati k tisti polnosti življenja, k tistemu osebnemu zadovoljstvu, k tisti sreči, k tistim bližinam, zaradi katerih se človek počuti na svoji poti lepše, manj osamljeno. In glasba je gotovo ena od tistih stvari, ki sama po sebi pritegne in nas poveže. Glasba ni samo to, kar smo danes tukaj slišali. Glasba je, ko prvič zaveka otrok in veste, v tisti njegovi melodiji je vse. In potem par dni nazaj me je obiskala ena družina z malim otrokom in sem občudoval to izjemno sočutje. Otrok še ne zna govoriti, v bistvu je par mesecev star, ampak ko je on vekal, ko je on pel, je svoje mamici in svojemu očetu povedal vse, ona sta točno vedela, kaj mora storiti. Glasba je pravzaprav v poslanstvu, da nas pritegne drug drugemu in tistemu, kar je v življenju lepo in kar nas bogati, na en prav poseben globinski način. Mi živimo zdaj nekaj časa v dobi racionalizma. Descartes je rekel, mislim, torej sem, ne. Ampak človek ni samo zato, ker misli, človek je tudi zato, ker čuti, ker ljubi, ker doživlja. In če današnji čas kaj potrebuje, je pravzaprav ena silna potreba po sočutju. In glasba je pravzaprav v poslanstvu sočutja. Kot sem omenil, mali otrok zaveka in te prikliče, so delali raziskave. Če se mamica ne bi odzvala na jok otroka, se lahko mamici celo zmeša. To so grozne stvari. Delali so v času druge svetovne vojne te zdravniki v službi nacizma grozljive poskuse in eden od poskusov je bil tudi to, kaj se zgodi z mamico, če otroka ne more potolažiti. To so strašne zadeve. V nas mi se odzivamo dejansko na zvenenje drug drugega. Pametovanje ne zadostuje, pametovanje je presilno. Glasba je tista, ki te navznoter pritegne in zato so v raznih obdobjih oziroma doživetjih, doživljanjih ljudje prepevali. In zame je sila dragoceno, to, kar ste danes peli, se mi zdi fantastično. Pa tu imate čudovite ljudske pevce. Meni je predvsem blizu glasba, ljudska glasba. Zakaj? Zato, ker ljudska glasba še ni izgubila tiste moči, ki jo je mnoga sodobna glasba izgubila. Namreč sodobna glasba je postala premalo sočutna, preveč je samo zabavna. Premalo se dotika resničnosti človekovega življenja. V ljudski glasbi, kot tudi v vaši glasbi, recimo, ko ste prepevali, to so bili dolgi oji, aji, eji, kajti skozi te glasove dejansko ti zavibriraš k človeku in v njem prebudiš tisto, kar ti sam doživljaš. Saj je fina narodna zabavna glasba, mi je všeč, ampak narodna zabavna glasba ne sme nadomestiti ljudske, ker narodna zabavna je preveč samo zabavna. Kratki, eji, oji, odsekani, hop, sasa, hojla, dra, vse to je potrebno, Ampak veste, če bo samo to, bo človek postal naenkrat zelo osamljen v svojem doživljanju. Kaj ti pa potrebuješ nekoga,
ob katerem lahko zajočeš, zajamraš. In v bistvu s tem, ko zveniš k njemu, ko si vzameš čas za dolge zloge, ne samo na kratke, ko bi jih sekiral poseko, dejansko samo po sebi v njem prebujaš občutje, sočutje. Veste, ko že govorimo, recimo, ko doživeš kaj težkega, počasi govoriš. Človek mora imeti ob tebi čas. In ob takih prilikah, recimo, ko se je zgodila v družini smrt, so prišli, niso samo zmolili, ne? To je zelo, če tiste rožne mence, nakrat vse je fajn, ne? Ampak je pa pomembno, da se je oglasila tudi pesem. In v tisti pesmi je zvenelo kaj? Je zvenela stara mojstrovina glasbenikov, pevcev pa je bila za svojim glasom ujet občutje tistega, kateremu si prišel. Vse, če je veselje. Ampak recimo, zdaj smo trenutno v trenutkih žalosti. Ko je bila pa to žalost, veste, je mojster pevec dejansko zazvenel v zvenenju, v počutju, v valovanju tistega, ki žaluje, tiste skupnosti, ki žaluje. Recimo, to so vedeli že stari mojstri petja, že v času Keltov so bili to bardi, ne? Da je postal nekdo bard, s tem sem že govoril, je potreboval 7 let. Zakaj? Da se je naučil biti sočuten s človekom, da se je naučil človeka zaznati in da je potem, ko ga je zaznal, zazvenel, zaznati, zazveneti v tistih tonih, v katerih je tisti človek bil. In mojstrstvo je bilo v tem, da je potem z zvenenjem, s petjem dvigoval razpoloženje. No in če bi se recimo tukaj vrnila na Slomška, tudi on je bil zapisovalec že v petih pesmi in tudi sam je napisal pesmi za razne takšne priložnosti. Ne? In mislim, da je tukaj njegova vloga v tistem času pomembna. Živel je med ljudmi, med preprostimi ljudmi, ne, in jih je začutil. Ja, on je začutil, ne. In je to izrazil v glasbi. Ja, na eni strani veselje, radost, na drugi strani veliko teh pesmi, ki govorijo o hrepenenju po presežnosti, ne, so izjemno lepe pesmi. Potem so pač razne pesmi. Tudi Slomšek je doživljal vse mogoče, ne. Sami veste, se je že Marija rekla, ni mu bilo lahko, ne. On je naredil ene zelo odločujoče korake, ne. In ko je prišel v Maribor je bil takrat pretežno nemško mesto, ne. In če vemo, da so pljuvali v njegov grob, ne, v času pogreba si lahko mislimo, da ni doživljal samo, bi rekel, ugodne trenutke, ampak on je bil zvest temu, kar je prepoznal, da je dobro za malega človeka. In mali človek takrat na vas je v obrobju in pa je bil Slovenec, ne. Tako je, ne, in on je služboval po takšnih vrsteh, ne. Ja. Mislim, da sem nekaj prebrala, da ni najbolj želel iti na Bizeljsko, češ, da tam pač so vinogradi, vino in tudi temu primerno obnašanje. Prav na Bizeljskem, pravzaprav tik pred smrtjo bil še, ne. Ja, vem, da je potem tam tudi zanimive pesmi napisal. Ja. Torej, da mu pa ni bilo lepo, je pa jasno, se mu je pri 16 letih umrla mama, ne? In vsi njegovi brati in cerkvi so bili mlajši, ne, od njega. Bi morda se ravno k temu vrnila, k tej zdaj letos je zdaj poteka teden simbioza, ne? Torej te medgeneracijske povezanosti. V tem tednu recimo imate možnost deti in babice, da se vključite v program, kjer vas bodo mlajši in mladi vnuki učili raznih računalniških spretnosti. Ali lahko morda iz duhovne dediščine Antona Martina Slomška pridobimo določene misli tudi na to temo? Še kako? To v bistvu misli, ki ne rešujejo tega sožitja med starejšimi in mlajši na poenostavljen način. Ne? Ponovadi mi rečemo, ja, bodi prijazen do drugih, bodimo potrpežljivi in tak naprej. Ne? Slomšek ima tukaj zelo podobno misel, kot je zapisal kasneje Pavček, da moraš sam poskrbeti, da boš sončen, da boš lahko svetil k drugim. Ne?
se mi zdi ravno tukaj v medgeneracijskem sožitju zelo pomembno. Zdaj, če je moja sreča odvisna od tvoje sreče, ne, se bom obesil nate in bom hotel, da si ti zame sonce, ne, in se bom ob tebi sončil. Slomšek pravi drugače. Slomšek pravi, da se mora cela družina iti v nedeljo osončiti, ne, osončiti oziroma notranje pridobiti tisto svetlo, da lahko potem iz notranje resničnosti drugemu svetiš. Ne. Če bi zdaj govorili o medgeneracijski solidarnosti oziroma sožitju, bi potem morali narediti prvi korak, ki je v tem poskrbi zase. Ne. Poskrbi, da boš imel, torej, rekel bom eno prav mogoče za Slovenca drzno misel, dolžnost imaš, da si srečen, ne samo pravico. Torej, tvoja sreča ne sme biti odvisna od sreče drugega. Ne? Jaz bom srečen, če boste vi srečni. Ne. Najprej moraš biti ti srečen, kajti se lahko zelo hitro zgodi, da boš ti ena trpeča oseba, ki se žrtvuje, ki sploh ne misli na sebe, ki je Boga, ne? Poveličevalna trpeča. Pogosto je nekako zlasti znotraj družine, ki jo je Slomšek zelo oteval. Sreča staršev je nekako neposredno odvisna od sreče otroka. Ne? Če so otroci nesrečni, si tudi ti nesrečen. To je nekako nalezljivo. Vendar je nekako potrebno najti mejo, dokot je še smiselno, oziroma kdaj se moraš tudi tukaj ustaviti. Ne? Mislim, da je v tem odnosu močneje. Samo še kako poudarja, da mora biti, recimo, ker imamo to učiteljico, učitelji srečni in izpolnjeni ljudje, da bodo lahko dejansko prinašali k otrokom veselje, ne samo znanje, ne, v spodbudo, ne samo zahtevo, da morajo biti starši srečni ljudje, da bodo, kaj ti otroci živijo, se hranijo z srečo staršev. Zato je na prvem mestu, vzam si cajt zase, da ti bo lepo živeti. Prvi korak je tvoje osebno zadovoljstvo, drugi korak je potem partnersko, ne še do otrok, ne? Ampak med vama moraš timati, ker vse sami vemo, če se spomnimo svojih staršev, kdaj nam je bilo fajn, ko je bilo atu pa mami fajn, ne? Zdaj, če pa se recimo eden od staršev obesi na tebe, ker mu z atu pa mamo ni fajn, ti prinaša preprosto tisto sporočilo, da ko je trpeč, da ni izpolnjen, potem živim samo zate, ne? Slomšek pravi, ne. Prvo je, da se moraš ti poskrbeti zase, da boš lahko prinesel iz sebe drugim nekaj dobrega. Torej, prvi korak v tem medgeneracijski je poskrbi, da bo tebi fajn, drugi je poskrbi, da bo vama fajn, zdaj snimam tukaj časa govoriti o največji nevarnosti, ki je idealizacija, ne? Kako sprejema drugega v realnosti, to so obsežne teme, ki si jih nocoj ne moramo privoščiti. Tretji korak je generacijska sreča, ne? Ne rind, recimo starejši v druščino mlajših, mlajši naredijo pitnik, ti se moraš pa upičiti noter, poveš, da si odvečen, ko ne vem kaj. Poskrbi, da boš tudi ti za svoje kolegice pa kolege naredil piknik, takrat pa najmladi ne hodijo zraven. Razumete? Šele četrti korak je medgeneracijska sreča. Mi bi radi kar poenostavljene, ampak na nek način bi s tem dajali potuho odvisnosti. Moja sreča je odvisna od tebe. Ne? In potem pridemo tukaj do zajedanja, jaz pridem zelo voljen in bom jaz srečen, če boš ti mene zdaj razveselil. Ne? Tukaj so lahko, če se kar spomnimo, recimo, mogoče naših najbližjih, ne? Ki so srečni takrat, ko mi izpolnjujemo njihova pričakovanja v odnosi starš-otrok. Ne, starš mora znati žurirati toliko fajn, da bo recimo otrok lahko v miru živel zgodbo svojega življenja. Ker pa če mu bo starš kar naprej v ozadju dal, jaz sem Bogi, jaz sem sam, nič me ne obiščete, nikamor ne grem sam za vas živim, to je velika sebičnost, ne? Ti pojdi, ti žuriraj, ti se me je fajn, poskrbi, da ti bo sončno in prijetno. Na prvo strani, ti imaš to dolžnost, toliko lepega, ne? Slomšek pravi, zakaj ravno to on, ko govori, iz slovenski izraz svetišča, to so dejansko svetlišča, pejt noter poskrbeti, da ti bo dobro. Druga stvar je,
svojega deca pa svojo žensko jemlj v realnosti, ne? Odnos je v realnosti, ne? Zato pravi on večerna miza zvečer. Zakaj je zvečer večerna miza? Zato, da se skupaj, zdaj pač gledamo v neke ekrane, ampak večerna miza je bila zato, da se izgovorijo, kaj so doživeli, da si pripovedujo najprej otroci, staršem pa starši otrokom, potem, ko grejo pa otroci spat, si pa ta stara dva povesta, kako sta se doživela. Ne? To je Slomšek je izjemen, recimo, ko govori on v odnosu mož-žena, ali pa ko govori o odnosu, recimo, tudi učitelj-učenec, najprej pravi, je znal spodbudo povedati, je znal ženo pohvaliti, je znal povedati, kaj je ona lepega in vrednega mu v tistem dnevu storila. Ne? Torej, veste, in potem pa sta se tudi pogovorila, kaj bi bilo pa še treba uskladiti. Ne? Torej, ali bomo si pripovedovali, kako smo se doživeli, to ni na nivoju, veste, tistega hitrega obstreljevanja. Družinska miza je čas, ko imaš čas, ko se ti ne mudi. Ker če nimaš časa, ne, za te, ki so tebi dragi, kot pravi Slomšek, potem boš kaj naredil, pa si boš na hitre informacije izmenil in bi hotel na hit poštimati. Če pa hočeš na hit poštimaš, pa rečeš, to ni bilo, ono ni bilo, tisto ni bilo, tam si bil tak, to, in smo ujeti v to negativno pedagogiko in se še samo obstreljujemo in drugega ranimo. Ne, Slomšek pravi, povej, spodbudo povej svoje ženi in žena možu, dajte si moč, da boste lahko napore zdržala. Ne? To je velika, kar je on povedal, ne? Velika modrost. Vse to, kar je on povedal, bi v bistvu danes morali bolj ceniti, bolj gojiti, bolj spoštovati. Danes se moramo pravzaprav odločiti, ne? Kaj bomo imeli, ker v času, veste, ki niso lahki časi, je ognjišče bilo vedno zelo dragoceno. V starih hišah je bilo tak, dnevni prostor, nočni prostor, kamera, v sredini pa ogenj in tu so se zbirali. In tu so si nabirali energijo, ne? In tega manjka. Ja, veste kaj, recimo, recimo te, ko gledamo mi po televiziji, to ti daje določene informacije, ne dati pa bližine. Ogrejete pa bližina. Ko si z nekom, dejansko se takrat tista toplina ognišča moje osebnosti in tvoje sama po sebi dejansko krepi in ti je lepše in lažje živeti. Če pa tega ni, če pa naenkrat postane v duši ena tesnoba, nemir, depresija, kot rečemo, neki manko. In potem, ker ne veš, odkot ta manko, potem ga lahko zapolnjuješ, lahko tudi na zelo problematične načine. Bližina je rešujoča. Ne. Zdaj, Slomšku je bilo to zelo lahko govoriti, ker ni bilo ne televizija in zvečer so se mogli vsesti drugmu. Hočeš, nočeš, je bilo to zelo spontano. Danes pa zahteva to odločitev. Jaz nimam nič proti televiziji, se mi pa zdi zelo fajn, da zna človek določen čas posvetiti tudi območju sočutja. Območje sočutja pa potrebuje, da te nihče ne krade v pozornosti. Jaz smo se pogovarjali prej za mizo, kak so dejansko, kak je človek, ko skozi človeka teče, rečemo temu nevronske povezave, taka fina napetost je v človeku, štrom, ampak nas takoj, recimo to, kar nam jemlje pozornost, takoj odtuji od bližine. Mora biti pa en čas, ko tiste tatove pozornosti dejansko ustaviš, preprosto zato, da se igraš, da si zapoješ, da si... In pesem je tista, ki vendarle odvrne. Ali še to ni pesem, pravi ena pesem, ali še to ni pesem pod krovom slovenskim, ali se še poje, ali pa sam poslušamo 1230, tako imamo narodnih zabavnih ansamblov, vse je fajn, ampak ljudsko petje ne bi smelo umreti, ker ljudsko petje je spremljalo človeka tisočletja. Ta način dolgih ejev, ijev, ajev, skozi katere si ti izjokal, izpel svojo žalost, svojo stisko. Zdaj pa te izpovedi ni in je človek zadušen in ga duši in veste, ne moramo se izogniti tej naravnosti. To je zdaj ja, to so res kar široke teme. Ampak posameznik se odloči.
Ali bom si vzel zvečer 1 uro, pa se gremo človek najezi se, pa mi povejte otroci, kakve vice ste slišali, a te kdo razkuril, pa dej, razkuri se, da ne ustaviš, ne. Nam kjer začne govoriti, kaj ga je prizadel, ti ga pa takoj ustaviš, pa malo potrp, pa bo tak, pa on je to. Ne šimfa, ne. In potem, recimo, ko gre otroci spat, da lahko žena šimfa možu, vse tiste, ki so jo prizadeli, pa mož ženi. Veste, kakva terapija je to? Doktori bo izgubili delo. Če bi to Ja, 80% je, 80% psihosomatskega izvora, ne, bolezni, ne. In narašča. Ne, se ne bote izgubili. Ne bote, ker je že malo. Dobro, Vete, kaj se hotel, kaj je bistvo hotel Slomšek? Da bi bili manj sami. Če živimo skup, to izkoristimo za potencial, da ne bomo samo skup, ker potem si bomo začeli iti vedno bolj na jedra. Mi smo skup zato, da bi se drugemu izpovedovali, da bi si pel, da bi šimfali, da bi se veselili, da bi žurirali, da bi jokali. Ne? Ampak to moraš imeti območje. Seveda, no, to je res na posamezniku, da se reči, kaj mu je vse en štikl večera. En štikl, se ne. Vsaj en del, vsej televizija mora tudi biti, pa računalnik tudi, vendar vse je stvar izbire, čem če črtate dnevnik, pa ga gledate sam na 14 dni, enkrat niste čisto zamudili. Pa tisto uro posvetite, da se imate fajn, da žurirate, da me bo grdo besedo zapatra, da ga serjete, res, da se imate, to je to. Ne? To. To je prav. Sam se treba odločiti. 2012 je Slomškovo leto in Slomšek je bil v prvi vrsti vendarle škof in to pomemben škof. Ali ni morda zanimivo, da si bodo prav to leto zapomnili tudi kar nekateri aktualni škofije, kot so recimo Uran, Kramberger, Rode in še kje kakšen. In sicer v časopisu je bilo zanimivih kakšnih tem člankov o ravnanju visokih cerkvenih dostojanstvenikov z različnimi rangi drugih cerkvenih uslužbencev, bi tako rekla. Ne? In tudi o tem, kako poskrbljeno za ene, kako je skrbljeno za druge. Brali smo tu članek gospe Tese, bi morda o tem še kaj rekli? Ja, tiste je mogoče koga prizadel, ne, gospa Tesa. Ona je mene klicala, te mnoge ljudi, ki niso povezane s cerkvijo, je ravnanje institucije do upokojenega nadškofa Urana silno prizadelo. In ker so njegovo dejansko stanje skrbno prikrivali, smo pa vsi čutili, da gre za nečedne posle, me je klicala Desa, če lahko pove moj primer. Namreč jaz sem pregorel in takrat me je škof poslal za 1 leto, oziroma mogoče bi še za več, bilo je dejansko 1 leto na Prevorje. In če ne bi bilo vas Prevorčanov, ki ste štalco porihtali, pa mi toliko ob strani stali, ne bom nikoli pozabil, ko je bila tista nevihta, ne? Ki ste bilo zame pretresljivo, kako ste prišli in kako ste pomagali, bi dejansko jaz zelo težko v razmerah, pa če ne bi pa bili prijatelji, ki so nova okna noter dali, bi kar težko, pa peč mi posodili, bi verjetno kar zmrznil, ne? Kljub temu so bili še odtoki 3 mesece kar zamrznjeni, ne? In v bistvu so to moji prijatelji, ki so pa raznorazni, so to videli in je ona dala primerjavo. Sicer ponesrečeno nekih mogoče bi mogla povedati, ne, da kak ste Prevorčani stopili takrat, me lepo sprejeli pa to, ampak ona je htela narediti primerjavo, ne? Nekdo, ki pregori, ne zato, ker ni nič delo, ampak ker je mogoče preveč delo, ne? In ga potem pošljajo, zato, ker noče več delati, ne? Ga pošljajo, bo že videl, ne? Kak, ne? Živeti v razmere. Ne? Če vi recimo ne bi bili toliko, recimo, za moje caple pa zame poskrbeli, bi mi kar, jaz ne vem, če bi živel tisto zimo, kak bi preživel, ne? Ampak, ljudje smo toliko solidarni. No, to ste, ja. Ampak recimo, ja,
In on je dala to primerjavo, ker gospod torej Uran... Mislim, da je namen gospe Dese bilo ravno v tem, da pove, kako poskrbijo, recimo, če bo gospod Rode prišel nazaj v Slovenijo, vemo, kaj ste njemu sledi, mislim, kam se bo vse naselil, v kakih pogojih bo živel. Medtem, ko pa recimo konkretno vas je imenovala, ste bil pa volan doma, in bi človek pričakoval, da vas bo dodali nekam v zavetarje, bi temu rekli, in pa v urejeno za spodobje. V bistvu ste to prišli nekam, kjer prej nihče ni živel, in ni bilo namen najbrž negativno prikazovati okolje, v katerem ste bili. Vsekakor pa to, kako ta visoki vrh gleda različno na različne. To je v vseh institucijah. On je zelo tragično, recimo, zdaj smo vsi utihnili, ker imamo gostilno vrtijo na Pop TV-ju. Če še niste vedeli, je tisto zanimivo in nam je, recimo, so ljudje, ki trpijo, recimo, nam rekel, da bi mogli še vedno misliti, kje pa je zdaj Uran, kako mu je, ker mu gotovo ni lagodno, ker je človek res močno bolan. In dejansko, veste, to je bila v nekaterih državah najhujša kazen izgon iz države za nedokazano dejstvo. Nič ni dokazano pri njem in sem osebno prepričan, da tudi nič ni. Ampak je bil nekomu na poti. Samo to je. Bil je nekomu na poti in so bile potegnjene poteze, ki so skrajno nedopustne. Ampak mi se to takoj navadimo, o tem umolknemo, pač nekje je. Sem bral zdaj nedolgo nazaj eno knjigo, v kateri govori, recimo, Nemci, za Nemce, pravi on, pisatelj, nacizem je zmagal, žrtve nacizma so nam samo še statistični podatek, do katerega nimamo nobenega odnosa več. Recimo, mi slišimo toliko pa toliko procentov je revnih, recimo za eno piksno pira dejansko lahko reši življenje v Afriki, ampak jaz si bom kljub temu, ko bom prišel domov, privoščil eno piksno pira, saj si ga ne bom, recimo, ampak malce karikiram. Za nas so trpeči samo še statistika. Za nas je nadškof Uran, baš nas boli. Za nas so mnogi, recimo, ki doživljajo stisko, samo še en podatek, do katerega nimaš nobenega odnosa. In tu je z našo človečnostjo zelo nekaj narobe. To je pravo Tone Pavček, da se kmalu ne bomo več delili po tem, koliko smo izobraženi, koliko smo uspeli še ohraniti človečnost. In recimo včasih je bilo tudi v vaških skupnostih, recimo, če je kak dec delal v domači hiši oslarije, recimo, da ali je pretepal ženo ali karkoli bilo, so se vaški dedi skupaj zbrali, ga enkrat nabutali, ga spravili v red in potem so bili tista straža, da je mogel ohranjati v družini nek nivo. Danes se vsi zapremo vsako svojo sobico oziroma pogledamo televizijo, nas baš boli, če nekdo tam trpi in joče 20 metrov proč. Včasih ni bilo tako, So se dedi skupaj zbrali, pa so deda urihtali, kar je edino pristojno in pravilno. Tukaj je ta strašna brezbrižnost, ki se zdaj kaže do Urana in se kaže ne samo do Urana, pa do mnogih. In zdaj mi ne bomo reševali tukaj Urana, ampak moramo vprašati sami sebe, kakšna stopnja je stopnja našega sočutja. Ker veste, tistim, ki so šefi, jaz jim pravim ekonomizma, torej tistim to zelo paše. Ker zdaj sem jaz tiho, ko bi mogel dvigniti glas za nekoga, ampak to pomeni, da bodo tudi drugi tiho, takrat, ko bi morali dvigniti glas zame. Nihče se ne bo oglasil. In v to so nas uspeli speljati in to je pa zelo problematično. Seveda so tudi mi se ob takih člankih oziroma ob takih ravnanjih sprašujemo, kot nas je pozival včasih gospod Rode, da naj molimo za pravo pamet. Vendar je vprašanje za čigati. Veste kaj, treba je moliti za pamet, ko je pa treba kaj narediti, je pa treba narediti. Zdaj, da bi jaz molil, takrat, ko se eno taplja, ljubi Bog reši ga, če dela enemu krivico, mora jaz tudi dvigniti glas, ne samo moliti za njega.
Se vam ne zdi? Je pravilno, ja. In tukaj moramo, gledajte, veste, šefi so zračunali, torej doktori ekonomije so zračunali za šefe, da mora biti 23% revežev, ker je to zelo stimulativno za srednji sloj, ki še ima službe, da fejs delajo, pa da so tih, pa da so pridni, da delajo kot sužnji. To so zračunali in tako se dela. Ne? Zdaj, ali bomo mi tiho, ali pa se boste oglasili. Veste, če bom jaz tiho, jaz sem zelo vesel, ker sem za Urana, celo na Radio Ognjišče so dvakrat predvajali, ker sem zelo jasno povedal, kak stvari stojijo, sem se zelo, zelo potegnil za to, kar se mi zdi, da je prav in nisem bil tih. Sem se pa tudi verjetno zato, ker sem malo se videl v zadnjo svojo zgodbo, ne? Kaj ti uspejo narediti. A bomo tih, ali pa bomo spregovorili. Če se bomo pogovarjali sam, kaj kuhajo v gostilni, pa kaj se tam kregajo, veste, to oni zberejo točno take ljudi, da se boste videli, kak se še bojo kregajo. Točno so zbrali. In če bo to naša vsebina pogovorov, ne? Zato, da bomo tiho v tistem, kar bi morali govoriti, pa smo pa res, mislim, bojo tiho, ko bi morali dvigniti glas za nas. Drugi bojo tiho. Ker so nas naučili molčati in govoriti o brezveznih zadevah. Jaz sem malo krut, ne? Se upravičujem. Ker slovništvo imam občutek, zdaj, ko sem predirala določene zadeve, da si upal povedati, časa, ja, da on si upal povedati in pa tudi imam občutek, da pa za tako težkem zadeve v tem času vendar nekako ni šlo. Ja, mislim, oziroma, on je bil škof, kot se od škofa šika, bi mi rekli, kot se od škofa pričakuje, če bi pogledamo, kaj se je naredil za naš narod. Morda bi nekaj še o njegovim delovanju oziroma čemu je on dajal velik poudarek. Če vzamem tole knjižico Blaže in Levica, ko sem jo prebirala, sem imela občutek, da bi temu tudi lahko rekli bonton. Je zelo obširna tako po vsebini, kot po področjih, in pa z didaktičnega vidika priročnik za učitelje, vzgojitelje in starše, bi temu lahko rekli. Čeprav je bil on predvsem duhovni pastir, je zelo veliko skrb poudarjal vzgoji, predvsem vlogi družine in pa šole kot dopolnjujoče vloge družini. Šola naj bi predvsem izobraževala, seveda pa vsekako tudi vzgajala. In lahko natrosite nekaj misli z tega vidika. Že prej sva nekaj govorila o pomenu vlogi družine in če bi tukaj morda sem tole zadnjič videla v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, in se mi zdi zanimiva tale njegova misel o vzgoji. Pravi takole: iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so takšni, kakršni so ljudje. Boljših ljudi pa ne bo, dokler ne bo bolje vzgojenih otrok. Časi bodo samo še hujši, dokler se ljudje ne poboljšajo. Napačna vzgoja je slabih časov mati. Slaba vzgoja je strašna jama, ki si jo sami kopimo. Imamo kaj dodatne. Ali je to še vedno aktualno? Zelo. Torej, jaz mislim, da je Marija toliko stvari preštudirala za ta večer, da bi mogel jaz njo spraševati. Torej, veste kaj, Slomšek je aktualen preprosto zato, ker se mogoče še bolj kot v svojem času, zato, ker na nek način nas drami nazaj k tistim vrednotam, ki so preizkušeno vredne in zaradi katerih so posamezniki, družine, izobraževalne ustanove lažje vršili svoje poslanstvo. Mi smo se tukaj zdaj mečken mogoče, torej kar mene moti v našem času, je samo premalo sočutja. Premalo bližine, preveč navidezne bližine in dejansko premalo tiste sočutne.
ki jo lahko zaznaš samo, ko si vzameš čas, ko se dol usedeš in preprosto si. In ne dopustiš vsaj v neki porciji večera oziroma dneva, da te nič ne krade iz medsebojne pozornosti. Da nam je prišla na misel ena družina, ob torkih me povabijo na kosilo, ko imam Mašo v Solčavi, in ona dva, to sta oče in mama, imata nekaj otrok, 4 otroke, ampak po kosilu imata čas drug za drugega. Otroci se grejo špilat, ona dva se pa morata zaznati, tako mi pravita. Mož mora zaznati ženo, kaj je prinesla domov, če je razkurjena, da se lahko ob njem, da lahko pošimfle, da se lahko ob njem umiri, dec pa tudi rabi ob ženi območje sočutja. Da če bi se ona kar vrgla na delo, se bi bila, bi rekla, kak sta ta dva pridna, sam za druge, sam za otroke mislite, ampak ona dva vesta, da boste lahko preživela, če boste drug do drugega sočutna. To pomeni zaznavna, da bo mož sprejemal razpoloženje žene, da ne bo ona v tem razpoloženju sama in pa obratno. In to je bistveno. In večer, ko otroci povedo, veste, ata pa mama morata že prej drugega na nek način spremljati v doživljanju. Tu se ne smemo osamiti. In tu so nas dejansko z nekimi pocenimi fintami uspeli odtujiti. In to ni fajn, ker smo potem notranje sami in težje prenašamo stresne situacije, zadeve, ki so nas prizadele. Tu bomo morali narediti eno korekcijo. In zato je Slomšek lahko še bolj aktualen. Ker takrat, jaz se tudi dedi so bežali, dedi imamo to, da bi mi se kar umaknili, da bi kar poenostavljali, že takrat je bil to problem. Mislim, tale misel, ki sem jo prebrala, je danes še kako aktualna v današnjih časih. Ampak zgleda, da je to v vseh časih tako, če se spomnimo, je tudi rimski cesar Cezar rekel, kakšna je naša mladina. To so našli že na klinopisni ploščici, kaj je 4000 let nazaj, so našli odtis, da bo današnja mladina uničila svet, torej uničila vse zadeve. To je... Napovedi. Ja, to vedno jamramo, starejši med mlajšimi, ampak je pa res pomembno, določeni principi so pomembni, ne sme biti vseeno. In to je bil Slomšek Aslan, ko on hvali svojega učitelja, pravi, znal je pohvaliti, prvo je znal pohvaliti, te potrditi v tem, kar si dober, obenem pa opomniti tudi na napake. In to se meni zdi osebno optimalni vzgojni pristop, pa naj bo v šoli ali pa doma. Povedati, tu si dober, potrditi, ampak kot smo že razmišljali, še prej mož, žena drugemu, da si povesta, vredi si, dati si korajžo. Pravila mi je gospa Gabi Čečinovič Vogrinčič, ameriška analiza, jaz sem vedno pravil, 5 stvari si med dnevom povejte kot spodbudo, da boste lažje med seboj živeli. Ona pravi po ameriških raziskavah 4 objemi, torej besede potrditve, pozornosti, naklonjenosti, da lahko sploh živimo. 8, da ne pregorimo, 12 pa da lahko v odnosu rastemo. Če si družina ne izmenja 12 prijaznosti čez dan, ne more ta rast v odnosu. Odnos umira oziroma nazaduje. Ali pa je v nekem mrtvilu. Torej 8, 4, 12, zapomnite si. 12krat pozornost, da se dol usedeš ženi, pa da jo slišiš, to zadostuje. Pa da ti ona pripoveduje, pa da jo vzame zares, pa tudi obratno seveda. Ali pa če prije otrok domov, da ga ne utišaš. Da poveš, kaj je on, da vzameš zares to, kar ti on pripoveduje in da sprejmeš, kaj te rabi v sočutju. In če bo on imel dom, območje, ko bo čas, da se slišimo in zaznamo, veste, potem ni problem, da ne bi premagali še tako velikih ovir. Ljudje pregorevajo zato, ker smo premalo objeti, sprejeti, sočutni, zaznani, ker smo preveč sami. In to te pa potem notranje zlomi. In recimo, veste, življenje ni za nikogar izmed nas samo enostavno, ko pride otrok domov, daj, pust, da ti pove, da ti se šimfa učitelja, če je potrebno. Vse ni res,
ni krivo, da so učitelji bili krivi. Ampak to je njegova resničnost. Naj ti pove, naj ti da ven. Potem pa, ko ti je izpovedal svojo resničnost, pa skušaj stvari postaviti tako, da bo v dobro vsemu. Isto mož žena. Tu se meni zdi temeljni manko našega bližina, območje zaznavnosti, zato je pa potreben čas. Ampak čas, ki ga ti posvetiš bližnjemu, količina časa je količina, koliko ti on pomeni. Ti ne moš drugemu pokazati z denarjem, koliko ti on pomeni, ampak s količino časa. In če nimaš časa, ne reč, da ti kaj pomenijo. Če bežiš kar v delo, pa se izmikaš družini, ne reč, ne si lagati več. Ustavi se, dol se vse, če te otrok že... Veste, hudo pa, ko te otrok več ne bo prosil, da bi se šla igrati človek na jezi se. Ko te otrok ti ne bo več navajen povedati, kaj je doživljal. Ker se bo odvadil, ker si ga odvadil. Ker mora vse samo funkcionirati. Jaz se bojim, da takrat pregorimo. Takrat je pa res nevarnost. Dokler ti bo otrok čvenčil, pa žena ti bo čvenčila, pa ti njej, ni nevarnosti. Mi moški sicer mislimo, če pride nekdo k nam, pa nam pove neke težave, da moramo mi zdaj reševati. Ne. Dovolj je, da poslušaš, da ima on območje sočutja. Brez tega območja sočutja težko živimo. In tu je Slomšek aktualen za naš čas, bolj kot za svoje. Bolj kot takrat, takrat so bile drugačne razmere, takrat je bila družina številčna. Ni bilo štroma, mogli so iti k ognju. Ni bilo službe. Sveča je bila ena, vosek je bil drag, zdaj so vsi okrog tiste, pa so skup tišali, avtomatično. Zdaj imaš pa štrom napeljan po celi bajti, televizijo, 3 ali 4, vsako svoje luknje teči, in tu pa je zdaj problem, Ampak jaz mislim, da je aktualen tudi iz vidika samega načina posredovanja vsega tega. Pohvaliti in povedati, kaj je. Njegovih del je razvidno, da je najpomembnejše orožje zgled. On je v svoji knjigi zelo dobro konkretno opisal, naprimer, kako za zdravje skrbeti, kako za kratek čas in počitek, kako zdravo pijačo in jed, recimo, kako se obnašati v pišu gospodske, kako, če prideš k sosedu, pozdraviti, kdaj greš naprej, koliko se braniš, koliko se ne braniš. Skratka, on je to v preprostem, razumljivem ljudskem jeziku znal tu napisati, da so lahko ljudje brali. Tudi čist praktične napotke, kaj storiti, kadar gori, piše, človek na sam svoj najhujši strah, tudi na to je upozarjal, mogoče z drugačnih vidikov, kako se v hudi uri, kje se zadržati, kako ravnati, kako se obnašati pri mizi, prav tako kot današnjih bontonih na ta način. Vendar so takrat lahko vzgajali z gledom ravno zaradi tega, ker so bili več skupaj, ker so več se ljudje družili, več so hodili drug drugemu na obisk in so seveda otroci lahko posnemali starši. Zdaj pa otrok pride in reče, ja, tole hočem. In ni časa, Ko ni časa, si na hitro izmenjamo informacije. To pa je ponovadi obstreljevanje. Če se nočemo obstreljevati, si preprosto moraš vzeti čas. Zdaj, jaz verjamem, da to ni enostavno, ker smo vsi ujeti v nek ritem, ampak zato je človek bitje, ki lahko ozavešča in se lahko tudi dva zmenita. Zato je človek bitje, ki na izkustvo lastnega počutja, s tem, ko naredi analizo, kako mi je, ko naredimo analizo, kako nama je, dejansko rečeva, sedaj bova pa si vzela po južni 15 minut časa, minimalno 15 minut. Razumete? To gre prav za zavestne odločitve. V zahodni civilizaciji bodo dejansko lahko uresničili sami sebe tisti, ki bodo sposobni zavestnih odločitev. Drugače nas bo pofurali, nas bojo pofurali. Torej, ekonomizem, veste, jaz ne pravim kapitalizem, niti ekonomija, ampak ekonomizem
ker so nas učili, ne, vse, kar se konča na izen, je negativno. Nam bil en profesor Strle, pokojni, da se je učil dogmatiko, rekel, veste, rekel, gospodje, vse, kar se konča na izem, je za nič. Ne. Pa ga pa en vpraša, gospod profesor, kaj pa katekizem? Rekel, ne, to pa izjema. Ja, takole za šalo. Kaj pa Slomškov odnos do domovine je bil recimo izjemno jasen, tudi preko zgleda. In on je znal recimo zelo na preprost in vsem razumljiv način povedati, kaj je to domovina. A veste, da včasih danes to kar malo težko razložiti, ne? Ali pa ugotavljamo, da je domovinska vzgoja na zelo nizki ravni, da danes za domovino ne bi nihče več umrl, da jaz ne poznam nikoga, ne? Ali pa tisti nekateri bi zadolžal, da so morali nekateri umreti. On je v domovini rekel takole: tista dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoj domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kako dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Ja. Torej, on je bil tudi zelo veliki realizem, ne? On je govoril o domovini, ampak znana je tista Slomškova misel, ko prav pravi, da bo nas Slovence, ne, on pravi za Slovane, pokopala polarizacija. Razklanost, ja. To je njegova. Torej, ta delitev na dvoje, ko se en drugega preprosto več ne slišimo in jaz takle večkrat razmišljam, ne, poslušaš ene, ki govorijo in nočejo slišati druge, ne, in ti drugi govorijo in nočejo slišati teh, ne, in to je zdaj model vladanja. Ta model vladanja lahko vodi samo v to, zaradi česar se Ivan Cankar, oziroma Kristus v pripovedi Ivana Cankara razjokal in rekel, da smo obsojeni za narod hlapcev. Dokler mi ne bomo znali skupaj vleči voza, veste, na levi in desni strani v isti smer, ki mora biti javni blagor naše domovine, toliko časa gremo v model hlapčevanja in bo to neizbežno. Danes sem se vozil sem in ko sem poslušal, kaj zdaj s tem, kako Američani kupujejo, veste, daljnoročno gre v to, da bomo samo hlapčki. In zdaj bo je to hvalil, da bo zdaj to rešitev, ker bomo dobili nekaj keša, ta keš bo mogel potem en drug vladati, on bo vračati, on bo pa potem vladal nam. Tega ne povejo tako direktno, ampak vsak kmet ve, da je to tako. Jaz bi povabil v skupščino par kmetov, ki bi končno spregovorili se eno jasno kmečko logiko in streznali to razklanost, ki vodi v propad, mi bomo zgubili svojo domovino. Formalno jo bomo še imeli, dejansko bomo pa samo narod hlapcev. In kaj svetujete? Ne berejo Slomška. Ne si dajo tisto Slomškovo misel, da je ta polarizacija, ko ne slišimo drug drugega, in ne se začne učiti Neško pa Blažica, kako se moš drugega slišati. Ne pravi, umetnost je v tem dialoga, da ti znaš drugega slišati. Pri nas pa vidimo, da nočejo drugega slišati. In je umetnost v tem, kako ti drugega ne slišiš in drugega nazaj ga zabijajo. Mislim, to gre v take bolne sfere, da je to nespodobno gledati, kaj se dogaja v parlamentu. Res. Torej, zato sem vam rekel, 14 dni, če ne boste zamudili, dokler ne bojo šli poslanci na eno temeljno, bi rekel, kulturo medsebojnega dialoga, veste, mi smo Slovenci približno razdeljeni pol. To je bolno. In potem nas bojo spet na volitvah eni uvrščeni na svoje, proti onim, ker so oni grdi, tele bojo pa ta isto govorili, ne? Mi ne bomo naše domovine mogli pelati samostojno naprej. Če bomo tak, nam bojo upregli druge gospodarje. Jaz se bojim. Polarizacija je smrt, pravi Slomšek. Kaj pravi? Razklanost je Slovanom dedna pregreh. No, tako.
smrtni greh. Ne, tukaj bi res nekaj mogli. Jaz tukaj ne vidim, ker se ta model neslišanja, neposlušanja, nasprotovanja z inatom, ljudje to gledamo in se nam smilite, zato ker izpada vse skupaj na tako primitivni otročji ravni. Oprostite, mene je sram gledati, kaj se dogaja v parlamentu. In to zelo sram. In me je sram, da se v mojem parlamentu, moje države dogaja kaj takega. Da se eni in drugi niso sposobni slišati in zmeniti za javni blago. In potem grejo zdaj v to hvalisanje, da bojo pokupili eni tele naše in na koncu bojo nas... Ja, zdaj imamo v sredini prav predstavnika naše vlade. Ne, se prevečujem, ampak veste, tukaj, recimo, da bi enkrat en poslanec rekel, daj pa dosti tega, pa dal prav tistemu, kar je on rekel z one strani, pa rekel tu in začel tkati nekaj konstruktivnega. Tako, tega ni. Gospod se upravičujem, prisotni so izključeni. Ne, nisem hotel to, ampak glede, kaj Slomšek pravi o domovini, ja, on opeva, ne, ampak tudi tisto, ne moli za nekoga, ki trpi, ampak mu tudi pomagaj, ne. Ja, in poskrbi za vsakega prebivalca. Ja, in če se bomo mi zdaj dali ločevati, tukaj, mi, ki smo tukaj, da se ne bomo šli v otročarijo. Zame je koristen, jaz imam prijatelje, ki so muslimani, ki so neverujoči, ki so razni, ker meni koristi za mojo rast samo človek, ki je drug in drugačen. Ker samo drugačna misel je alternativa moji ujetosti in lahko preraščam in grem naprej. Če bo naša domovina htela iti naprej, bojo morali slišati drugega v njegovi drugačnosti, dopolnjujoči misli. Dokler tega ne bo, nas je koplemo grobom, povem. In vse, kar v kjeri smeri gre, zdaj bojo rekli, da je to trenutna rešitev, ampak to je, veste, če jaz vprašam enega solčavskega kmeta, sredi katerih sem, in mu tole razložim, kaj se dogaja, bo rekel, ma ti so se prodali. Ne? Mi smo se prodali, zato ker se ne znamo skup zmeniti. Ampak se bomo raj prodali, kakor bi se znali skup zmeniti. Takšna domovina, veste, zdaj pa, če se bomo dali, pa mi med seboj loči, pa bom jaz zdaj vas grdo gledal, ker volite ono stranko, vi pa mene ne delava otročarijo. In kakšen, Marija je rekla, zgled, dajemo otrokom, da se ne znamo skup zmeniti. Da jaz ne slišam vaš, kaj vi hočete meni povedati, vi pa mene ne. In da ne poiščemo konsenza, ki je javni blagor, v javnem blagu. Tega v naši domovini trenutno žal ni, se upravičujem. To, kar se počne, je skrajno nespodobno. Ne, vsak ima pravico povedati svoje mišljenje. Jaz sem ga kar direkt povedal. Za ne va, ne splošno na situacijo. Tako. Jaz mislim, da je moj sogovornik globoko padel v stvar. Še premalo. Ja, bi morali vsi tako povedati. Veste kaj? Namreč, dokler ne bo zauzetosti, bo slabo. Dokler bomo mi vsi samo gostilno gledali, pa se v gostilni pogovarjali. Ne bo nič drugače. Kar gledajte, se mogoče zanimivo. Se nam mi nema nič proti. Ne kuhamo. Veste, da zdaj je gostilna, mislim, smo že malo predolgi. Ne. Ja, takole je s tem. Mislim, da bi Vidma o Slomšku lahko še veliko povedala, kako je on na svoj način, zelo uporaben način učiti in da ga bo treba ponovno brati v širših novicah. Vidim pa, da se sabo prinese tudi eno svojo knjigo in da želite nekaj povedati v njej izvolite. Torej, trenutno sem končal knjigo, ki bo išla verjetno drugo leto, ukvarja se z vprašanjem trpljenja, precej obširno, zanimivo, na alternativni način in kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Še ena knjiga bo pa zagledala svetlo, so pa zgodbe odraščanja, take hudomušne z naslovom Čas prekratkih hlač. Ampak to bo šele kasneje, zato sem prinesel danes tole knjigico, mogoče že ker ima, Za radost bivanja, ta pa je šla že mate, ne? Ta pa je šla že nazaj 2 leti, če ker nima, jo lahko dobi.
mislim, dobi. Danes Veste kaj, jaz moram v ognjišču moram dati, potem pa ne pride mene, ker to je v bistvu založba. Založba je zato, da založi, potem pa denar dobi, ne, tako da. Jaz sem jo pa prinesel, zato ker se mi zdi vsebina. Veste kaj, jaz vedno razmišljam alternativno, ne. To pomeni, da ne nočem razmišljati, meni je nespodobno devati v uste to, kar je že čist stokrat bo prežvečeno. Treba je govoriti tako nekaj, da gremo naprej, ne. Da zžvečimo že prežvečeno, mislim, meni je bilo že vedno, ko sem gledal male otroke, pa je dala mamica v uste, pa tam mlela po ustih, pa na žlico, pa otroko noter. Ni bilo nekak, čeprav mora biti tak menda, ne. Ja, ampak mi je tudi tak, ne. Jaz vedno majčkaj skušam iti naprej, ne. Nikoli ne rečem, da imam prav, povem pa iskreno, ne. Lepo in prav to cenimo in to vam dela velikega. Res, pa težkega. Nam ste prijeti, zato vas vedno povabimo. Tole knjigo pa lahko je pa 10 centov manj kot 10 evrov. Bomo gospod Marico prosili, da bo tole potem imela na razpolago. Jaz bi s tem trenutkom zaključila najen pogovor, se je lepo zahvalila za vaš obisk, za vse to, kar ste natrošili. Jaz upam, da bo pri nas to, kaj je padlo na plodna tla in bili povsod, kjer govorite. Veste kaj, vi ste odprti do življenja. Tako. In v imenu našega kulturnega društva vam bo naša predsednica Dragica poklonila eno likovno delo naše slikarke Polone Kitak in sicer eno kozjanski motiv, ki bo krasil vaš konjski vrt. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa.